Danes se pa furamo po Italiji do izhodišča za Linenhoren. Da je malo pokaš okol, no. Evo, nič pametnega ni. Ja, Sam cesta, takole, črta, 100 km. Tukaj je prej pisal 412 km, zdaj imamo samo še 48. Ja, 214 do konca. Za malo konteksta. Linenhoren je gora, ki je na meji med Italijo pa Švico. In naš plan je, da se pripeljemo do tega jezera tukaj, pa recimo na temu parkingu tlele parkiramo. Pa naslednji dan gremo mimo prvega jezera, v tej dolini gor, mimo drugega jezera, mimo koče, tele Claudio e Bruno in na vrh. In potem iz vrha isti dan seveda nazaj dol. Zdaj ta tura tehnično ni zahtevna, ker ni nikjer nobenega plezanja, ni prečenja nobenih ledenikov, zato ker gremo polet gor. Tako da v bistvu samo hodiš. Je pa zahtevna glede tega, da je višina, ki je vrh je 3374 metrov visok, pa tudi dolga je tako več kot 10 km v eno smer, pa višinca je pa tudi kar neki. Recimo ta parking je, ja ne vem, na 1 uri 700 recimo, vrh je pa 3400, recimo 400, se pravi, to je 1700 pol razlike, tako da ja. Bo kar dolga, recimo kakor en Triglav, ampak ni pa nobenega plezanja. Razgledi so pa tudi fenomenalni. Evo, po 8 urah vožnje smo končno prišli do parkinga pred jezerom. Za parking smo dali samo 5 evrov, kar je ful dober, zato ker recimo, če gledamo, da je v vratih 20 evrov za en dan, tukaj pa v temu jezeru velikmu samo 5 evrov, tako da to je super. Zdaj preštimali smo vse za jutr in gremo direkt spat, zato ker ura je že skoraj 11. Tako da ja, se vidimo jutr. Ura je 4:30, tako da zdaj bomo začeli hoditi. Zdaj moramo najprej do tele koče. Zdaj smo že 1 uro hodili in končno se je naredil dan. Prišli smo pa iz tamle dol, iz tele ceste. Tele hišce, tale pa tale, to je vse od žičance. Eno uro imamo zdaj še odtle do koče. Claudio e Bruno, evo tole 50 minut še do te koče. Se že vidi koča tamle naprej. To po mojem fura kakšno robo do koče. Evo, ja, se zdaj pristaja tamle. Zdaj smo na 2600, še 100 višinca do koče.
Pa še 700 skoraj do vrha. Zdaj smo prišli do te koče, ampak bomo šli kar naprej. Ker zdaj tle tudi ta helikopter skozi vozi in ni lih prijeten. Od koče naprej gre pa sam naravnost gor. Ja, tamle dol je pa koča. Smo že nad 3 urje. Sam še 350 višinca pa smo gor. Tukaj na tej strani je pa čist drugače. Je pa sam ledenik čez vse. Ker tle na to strani, s kjer smo mi prišli, je skozi sam pesek. Ni nobenega snega na poti. Vrh je pa tale tle zdaj v oblakih noter. Zdaj bo pa tlele še ta zadnji del vzpona, še tako ene 180 višinca. Dejansko zimske opreme sploh ne bomo rabili, zato ker je skozi samo takale peščena potka. Še mal, tamle se vidi že križ. Evo ga vrh. To je to. Evo, vrh je že za nami. Zdaj pa čim hitrej dol nazaj v dolino, zato da bomo imeli še cajt, da gremo v Štecuno, pol pa v Švico, do izhodišča za Bieshorn. In potem pa, ja, en slab spanc, pa gor na 4 urje. Vse pa imamo pa 2 dni pauze, tako da se bomo že spočili. Čevlje imam pa čisto strane, kaj je ta pot toliko prašna. Zdaj pa v bistvu tukaj zadaj je jezero, ampak mi moramo iti še do naslednjega, ki ga pa zjutraj nisem posnel, ker je bila še noč, ko smo šli mimo. Tako da avto imamo parkiran v bistvu še zelo daleč. Se mi zdi, da je lih tako 11 km imamo še za prehoditi dolžine, pa 1600 višinca se za spustiti. Zdaj bomo pa kar malo čez sneg sekali, da ne rabimo iti tlele gor naokolo. Evo, koča je že za nami, zdaj imamo še 1000 višinca, pa tlele na znaku je pisalo, da je še 2 uri 20. Voda je pa čisto turkizne barve, je tako kot Soča.
Tle so pa kar veterance v hribih postavili. Evo, smo že skoraj pri avtu. Se po mojem bi se tudi po tej cesti lahko pelali, ampak se pač nismo. Smo parkirali malo nižji, tako da imamo zdaj še ene 20 minut za hoditi. Tole je pa zdaj tale jezero, ta prvo. Ta je pa čist moder, on je bil pa zelen. Tole je pa še ta drug jez in za tem jezom je naš avto. Evo ga, parking. S tem se pa tudi ta video konča, tako da se ga naslednjič.